Saša Pavček je igralka, pesnica, dramatičarka, dobitnica letošnjega Borštnikovega prstana in gostja današnje oddaje. Saša, pozdravljena. Dober dan. Prejeti Borštnikov prstan je nekako poklon dolgoletnemu delu, trudu, predanosti. Kako vi prejemate to nagrado? Nagrade sem zelo vesela, čeprav jo od vsega začetka smatram kot nagrado kolektivnemu delu. Kajti te nagrade ne bi mogla prejeti, če mi ne bi skoraj da 40 let stalo ob strani toliko čudovitih ljudi, od katerih sem se učila. Vsi moji kolegi in kolegice so izjemno talentirani, odprte osebnosti in gledališče je skupinsko delo. Tako da smatram to nagrado kot poklon igralskemu poklicu, delu v gledališču, na filmu, kjer je skupinsko delo, in pa obenem bi rada povedala, da noben človek pravzaprav ne more se realizirati in razviti v življenju, če mu ob strani ne stojijo tudi domači. Tako da je to tudi poklon moji družini, sinu, mami, partnerju, sinovi, dekletu in tako naprej. In seveda prijateljem. Ja, brez prijateljev mislim, da tudi te nagrade ne bi mogla dobiti, kajti velikokrat mi ravno prijatelji dajejo tisto moč, prijateljice zlasti, tisto moč, da vztrajam. Torej, nekako se to lahko razume, da rabite to podporo okolice, da je pomembna za vas, verjetno za vsakega igralca oziroma za vsakega, ki opravlja dobro eno svoje delo, ampak kljub temu je psihično, fizično ta poklic tako zahteven, da je ta podpora za vas zelo pomembna. Podporo potrebuje vsak človek. Mislim, da ni človeka, ki ta temeljna potreba po ljubezni je v vsakem človeku. In če človek doživi podporo okolja, v katerem živi, tudi podporo kolektiva, je seveda njegovo življenje veliko bolj izpolnjeno, več da od sebe, je bolj kreativen. Tako da ste pravilno ugotovili, ja. Je naporen poklic, veliko moraš narediti sam moraš tudi delati na sebi, ampak takrat, ko človek obupa oziroma takrat, ko mu je težko, je dobro, da ima ob strani ljudi, ki mu zaupajo in vanj verjamejo. Sicer pa Borštnikov prstan je prejelo že kar kopica znanih, odličnih igralcev. Mogoče se sliši klišejsko, ampak v tem krogu se verjetno tudi vi sedaj dobro počutite. In je to hkrati en dokaz, da v Sloveniji imamo zelo veliko odličnih igralcev. Ja, mislim, da imamo zelo veliko dobrih, odličnih igralcev in igralk in verjetno je marsikomu bila storjena na tej poklicni poti tudi krivica. Bodisi, da zlasti igralka, ker je ženskih vlog manj, ob pravem času ne dobi ustreznih vlog, da bi se lahko igralsko razvila in potem posledično lahko tudi je kdaj spregledana kot ustvarjalka, morda ne dobi pravočasno kakšne nagrade. Nagrade se mi zdijo zlasti zelo pomembne za mlade igralke in igralce, kajti se še iščejo in toliko bolj potrebujejo zunanjo potrditev. Je pa ne glede na starost seveda vedno lepo, če te ljudje opazijo, če so hvaležni za tvoje delo, če si nagrajen, pa seveda še toliko bolj. Sicer pa, če se vrneva čisto na začetek, da bojo mogoče gledalci bolje razumeli vašo pot. Zagotovo kot otrok ste razmišljali, tako kot vsak otrok, o otroški igri, razigranosti. Kakšen otrok ste bili? Sramežljiv. Vase zaprt, občutljiv, šibek, pa zelo bogato domišljijo. Učnih težav sem imela ogromno. Moje otroštvo je bilo srečno, ker sem ga preživela v glavnem na vasi, pri nonu in nonotu. Imam izjemno lepe spomine na naravo, živali, preproste ljudi, ki pa so imeli srčno kulturo, kar je zelo pomembno.
Šolski sistem me je pa popolnoma ubil, bi lahko rekla, kot dislektika, ampak sem se naučila ravno s to muko pisanja, branja, računanja, tega urejanja, neke ravne linije, to meni je kot otroku, pa tudi še zdaj predstavljalo zelo velik problem, neko tesnobo, stisko. In sem se skozi te muke osnovne šole in kasneje tudi gimnazije prebila do tega, da se moram v življenju, sem se pač naučila malo bolj truditi. Ni mi težko, če doživljam veliko ovir, ker sem jih kot otrok zelo veliko doživljala in sem na to navajena. Zato mislim, da včasih je boljše morda za otroka, da mu ni vse kar takoj dano, ampak da se mora malo bolj potruditi za stvari, ki ga zanimajo, pa tudi za tiste, ki ga ne, da morda sam najde v tem nek interes. Ker številni posamezniki imajo težavo z to disleksijo. Kako ste vi reševali to v otroštvu oziroma potem tudi v letih, ko ste se odločili za poklic? Ja, v otroštvu, v osnovni šoli sem imela dodatne ure tega opismenjevanja in sicer mislim, da šele v 2. ali 3. razredu šele se je pokazalo, so me odkrili, da ne znam, ker sem imela dober spomin in sem prosila brata, naj mi bere berila in sem se potem tolikrat slišala, da sem znala že na pamet. Če smo brali kdaj kakšno pravljico, sem si rada kar kaj izmislila po svoje. Skratka, kar uspešno sem blefirala, mi je bilo pa zelo strah tega, da bom odkrita pri tem ravnanju. Počasi je šlo z veliko truda. Včasih so me tudi po roki tepli, ker sem levičar po naravi, sem pisala in risala z levo, da sem se navadila na desno roko. V gimnaziji sem tudi še vedno imela težave, na akademiji in tudi danes enako, tako da moram besedila, če jih glasno berem, večkrat prebrati doma in še potem mi je ostal ta nek strah, tako da včasih kot da bi malo pojecljala ali pa kakšna napakca drobna se mi zgodi, ravno ostanek te otroške frustracije. Sicer pa, če greva naprej, ko ste končali osnovno šolo, začeli na gimnazijo, ta čas v gimnaziji se je že pokazalo malo te igralske žilice. V tem času ste že začeli igrati različne majhne, večje vloge, ampak ste že takrat razmišljali o tem, zdaj jaz bom pa igralka, ali je bilo to še vseeno preveč v prihodnost gledano? Ja, kot otrok sem zelo rada opazovala ljudi in zelo rada sem jih oponašala, kadar sem bila razigrana. Tudi v osnovni šoli sem oponašala profesorje in sem zabavala pač svoje sošolce. V gimnaziji v osnovni šoli pravzaprav sem že začela hoditi k Dragici Ahačič v pionirski dom. In omenjam jo zaradi tega, ker je Dragica Ahačič postavila pred 50 leti in več temelje gledališki pedagogiki. Ona je režiserka, igralka, ampak je imela neko metodo, nek sistem, kako tudi velika klasična dela dramske literature približati osnovnošolcem, otrokom. Kasneje v gimnaziji ni bilo dramskega krožka, včasih sem sama prirejala kakšne recitale ali pa kakšne proslave, pač to, kar je normalno na vsaki gimnaziji. Razen na vaši mariborski, bi pa res rada pohvalila, zdaj mi je ušla misel, bila sem gostja na prvi gimnaziji, iz katere prihajajo sami briljantni talenti vašega Maribora. Če se zdaj spomnim samo Nine Ivanišin, fantastične igralke in osebnosti. In ko sem bila gost na tej gimnaziji, mi je seveda popolnoma postalo jasno,
kako to, da toliko velikih talentov, tudi Jernej Lorenci, vi mi boste pomagali, koga sem še pozabila, vse to je plod poglobljenega, profesionalnega, srčnega ukvarjanja z mladim človekom. Ja, bila sem v Šentjakobskem gledališču, začela sem z vlogo konja. Tako da mislim, da je to, ima nek simbolni pomen. Kajti igralec je postavljen tako kot šahovska figura vedno na šahovnico, drugi določajo, katera figura boš, drugi določajo, kaj so tvoje poteze, ampak svobodo kreacije ima pa še vedno igralec sam. In to kreativno svobodo si je pač treba, tako kot si konj vzame, ko zdirja pojasi, tako si jo mora vzeti tudi ali pa se do nje priboriti s trudom, s poglabljanjem v samo vlogo, v materijo vloge, da jo ponotranji. To si mora izboriti in do te svobode mora priti tudi igralec. V Šentjakobu sem igrala potem še Goldonija Lažnika, tam sem srečala mojo še vedno dobro prijateljico, odlično igralko in nagrajeno dramatičarko Dragico Potočnjak. Skratka, hočem povedati to, da je gledališče tudi nekakšno lepilo med ljudmi. V gledališču se ljudje morajo odpreti, se morajo razgaliti. In ko si ljudje med seboj zaupajo in se razgalijo, so te vezi neizbrisne in ostanejo za vse življenje. So vas ti trenutki, te izkušnje teh dveh predstav, pa še drugih, v tem obdobju tako presunile, prepričale, navdušile, motivirale, da ste se potem odločili za AGRFT, ali je vplivalo kaj drugega? Verjetno je na mojo odločitev vplivalo, da sem kot 4-5-letna punčka včasih bila v zaodrju Slovenskega mladinskega gledališča, kjer je bil moj oče umetniški vodja. In so me ti igralci, Rapa Šuklje, Minca Jeraj, to so vsi pokojni, ampak jaz jih gojim v nekem zelo lepem spominu kot mlada živahna dekleta. Ta vonj po šminki, to vznemirjanje, ta prepotena telesa in pravljični svet fantazije, ki je bil na odru, me je seveda začaral. Morda je od tu ta želja, hrepenenje, da bi tudi sama v življenju to delala. Zdaj ste se pa že dotaknili te teme vpliva očeta na vaše odločitve, mogoče tudi takrat na vaše razmišljanje. Koliko je on lik, koliko močan lik je vpliven na vas, mogoče takrat ali pa tudi še danes, ko se spomnite? Ja. On je bil in še vedno je svojimi deli izjemno močen duh, močna umetniška in kreativna osebnost, kot človek neverjetno eruptiven, sončen, energičen, odločen, kot oče, zelo ljubeč, tudi zahteven. Seveda te močni, karizmatični ljudje vplivajo na množice, kaj šele na svoje otroke, saj vendar so te vezi najtesnejše. Prvič kri ni voda, drugič je pa njegov vpliv, pravzaprav ga še vedno čutim, ker se z njegovo pesniško zapuščino še vedno pravzaprav skorajda vsakodnevno, enkrat na teden pa prav zagotovo ukvarjam, zato ker je treba vedno kaj urediti, poslati. Skratka, kakorkoli sem, ali me sprašujejo, v kateri zbirki je katera pesem, ali moram kaj prepisati. 6 let je, odkar je oče pokojen, in v teh 6 letih je izšlo 6 knjig, za katere sam ni mogel poskrbeti. Meni je bila zaupana lepa naloga, ampak obenem tudi težka zaveza, da skrbim za njegovo pesniško zapuščino, zlasti za tiste stvari, ki so bile napisane na papirju,
tiste, ki sem jih našla v raznih knjigah, v notesih in tako naprej. In sem pravzaprav potrebovala 5 let, da sem zmogla ta predvsem čustveni napor prepisovanja večkrat težko berljive pisave. In pa težko je, ker se človek skozi poezijo najbolj dotika tega, kar človek je v svojem bistvu. In ne samo, da slišiš glas, obenem čutiš telesno bližino, vonj, vse to, kar je v njem bilo skrito, se je zlilo v to poezijo. In moja naloga je seveda bila, da to prepišem, uredim, tako da sem morda najbolj si oddahnila in sem ponosna na izdelek, ker mislim, da je zelo lep, na knjigo Rodu in domu, ki je šla pri Cankarjevi založbi z uredniško pomočjo Ane Ugrinović in pa Petra Kolška. Tam sem v tem uvodni besedi skušala zajeti vseh teh 7 ciklov pesmi in se seveda dotakniti tudi očetovega otroštva, njegovega odraščanja na kmetih, njegovega rojstva, njegove mame, očeta, skratka teh kmečkih korenin Šentjurija na Dolenjskem in obenem skozi poezijo prikazati, na kakšen način je ustvarjal, kako sem jaz to doživela, ne samo njegovo poezijo, ampak tudi njegovo ustvarjanje in kako sem doživela tudi nekatera mistična doživetja potem, ko njega že ni bilo več. Drugače pa so išli angeli, katere je še sam nekako požegnal pri Mladinski knjigi z urednikom Andrejem Ilcem. Potem krasno kondorsko zbirko je uredil dr. Matjaž Kmecelj. Za to zbirko sem prispevala tudi nekaj pesmi, ki še niso bile objavljene. Potem čudovita pesnitev za otroke, ki bi jo zelo priporočala tudi odraslim. To je o kužku Donu. Išla je pri založbi Sanje. To je bila ena taka ljubka pripoved, ki govori o kužku, ki ga hkrati spremlja od njegovega začetka preko zorenja tega kužka junaka, v kaj vse se lahko razvije. In mislim, da je priporočam ga predvsem zato na literarnih večerih, ker je krasna prispodoba za to, kako fant raste, kako iz dečka lahko postane samosvoja, odgovorna in pa proaktivna osebnost. Skratka, osebnost, ki je zmožna v življenju svoje odločitve sprejemati samostojno in se bori tudi za mir v svetu, za ljubezen, prepričuje oblast, naj bo vendarle bolj človekoljubna. Skratka, ima tudi to etično vsebino. Ponovno je šel tudi Juri Muri v Afriki pri založbi Miš in vse te založbe seveda me prosijo tudi za spremne besede, kar zelo rada naredim. Ta igrivost, ki jo mi poznamo mogoče, ali pa včasih resnost, ali pa včasih razigranost, ki jo mi poznamo iz knjig, iz pesmi, iz zgodb Toneta Pavčka, je on tudi kot osebnost takšen bil? Ali na drugi strani je tudi znal vam kdaj dati zelo dober nasvet? On je bil kot osebnost raznolik, tako kot smo vsi ljudje raznoliki. Če ne bi bil tak kot osebnost, tudi njegovi izdelki ne morejo biti taki. Skratka, to, kar človek da v umetnosti, je del njegove osebnosti. Nekaj se pokaže v realnem življenju, nekaj se pa ne. Pri njemu se je pokazalo tudi v realnem življenju ta vitalizem, igrivost, ta otroška duša. Je imel strašno rad otroke in tudi sam se je večkrat vedel kot otrok in je pri tem užival in je bil strašno simpatičen. Obenem seveda je bil pa tudi zelo močna moralna avtoriteta.
nasvet, da bi mi kdaj dajal konkretno kakšen nasvet, se niti ne spomnim. Morda kdaj, ko sem mu dala kaj za prebrati, en dramski tekst, ampak je rekel, da na dramatiko se on toliko ne spozna, da to bom pa že sama vedela, če sem v teatru. Mi je recimo za poetično dramo Balado pod snegom, ko je prebral, rekel, da mu je všeč brezčasnost in da moram to ohranjati. In sem rekla, ja, pa saj to že sama vem. Je rekel, kaj me pa potem sprašuješ? Skratka, imela sva ljubeč in zelo navezana sva bila drug na drugega. Sicer pa, če se premakneva iz te gimnazije, potem zagotovo ne moreva mimo obdobja na Akademiji za glasbo in umetnost. To obdobje je nekako skoraj za vsakega igralca zelo pomembno, ker dobi res znanje, izkušnje, veliko izve, veliko se preda, veliko ugotovi, kako je igralski poklic tudi naporen na drugi strani. Ste vi to obdobje doživljali kot stresno, resno, včasih tudi mogoče bi si premislili, ali je to obdobje bilo vseeno prava odločitev, tako da na koncu ste rekli, to lahko delam celo življenje? Obdobje akademije je bilo zame zelo stresno, večkrat tudi zelo, zelo boleče, psihično boleče, tudi fizično boleče, moram priznati, zato ker je kar naporno vzdržati vse te različne treninge. Je obdobje, ki je za igralca nujno potrebno, tako da zagovarjam absolutno... Oblikuje, ne? Ker seveda oblikuje in zagovarjam absolutno profesionalizacijo in univerzitetni študij igre. Mislim, da se samo s tečaji in priložnostnimi izkušnjami ne da vsega naučiti. Predvsem je važen ta milje, ta druženje, ogledi predstav, predavatelji, ki nekateri so bili vrhunski, ne samo umetniki, ampak tudi vrhunski pedagogi. Sem brez dvoma spada pokojni Rudi Kosmač z umetniško besedo, Pol de Bibič, ki je bil moj profesor dramske igre, France Jamnik, tudi profesor dramske igre, moj profesor eno leto, Mile Korun kot velika avtoriteta, vizionar gledališča, veliki ustvarjalec, ki sem ga na akademiji vedno čutila kot dirigenta pravzaprav. On je znal ta moj dvom večkrat še prav navrtati oziroma ga še spodbuditi, kar je seveda za igralca nujno, je pa seveda boleče. In ker ta poklic ni en tak sprehod lagoden, ne po kakšni modni pisti, ne zmanjšujem vrednosti, tudi to manekenstvo je verjetno naporen poklic, ampak ni to seveda samo užitek in samo slava in samo to, kar je navzven vidno, ampak je eno veliko garanje, so vzponi in padci in so zelo velike psihične obremenitve, na katere mora biti igralec že v času študija soočen z vsemi temi težavami, da bi jim bil lahko kasneje v življenju kos. Kajti ta poklic zahteva psihofizično kondicijo, psihofizično zdravje, realen odnos do življenja in obenem seveda ekstremno občutljivost, ekstremno fantazijo, in to je zelo težko skupaj združiti, da si ti psihično in fizično stabilen in obenem hipersenzibilen. Ampak to je poklic, ki zahteva ravno to in včasih zahteva tudi neko živalsko vzdržljivost.
in je prav, da so mladi ljudje čim prej soočeni z realnostjo tega poklica. Danes mi je pravzaprav hudo, ker vidim recimo, kam je pripeljal ta neoliberalni kapitalizem, ko mladi težko dobijo zaposlitev, delo, ne samo na vseh področjih, zlasti humanističnih, verjetno še bolj, vsi z filozofske fakultete imajo težave, tudi z drugih fakultet. Veliko strokovnjakov, intelektualcev beži v tujino. Igralec ima zelo malo možnosti, da kot rojen Slovenec oziroma šolan v Sloveniji lahko suvereno igra v tujem jeziku. Zato je potreben nek zelo velik napor in je morda v tujini še težje. Zato se mi zdi, da je včasih res krivično do mladih, da morajo se prebijati ne samo skozi težavnost tega poklica, ampak tudi skozi to dobo tega krutega turbokapitalizma, kjer te zdaj rabijo, zdaj ne rabijo, tekaš od enega do drugega in s tem lahko, če nisi dovolj trden vase, v svojo osebnost, prepričan in umirjen, te to lahko destabilizira. In za ustvarjanje pa potrebuješ nek notranji mir. In morda je včasih, se mi zdi, ta razcefranost, to prekarniško delo, polplačano delo. Moramo se zavedati, da so se vsi honorarji na televiziji, pri filmu več kot razpolovili. In če igralec nekaj resno dela, ne more delati še kaj drugega zraven. Tudi v gledališčih so stalne zaposlitve redkost, plačani so lahko na projekt ali pa so angažirani za polovične plače. Skratka, ta doba je zlasti do teh umetniških poklicev, tudi tistih vseh, ki so na svobodi, da ne govorimo o plesalcih, glasbenikih in ostalih umetnikih, ki se trudijo v Sloveniji dati to, kar so dobili v času šolanja in dati tem ljudem, ki so pravzaprav ustvarili njih same, kajti tukaj so njihove korenine in tukaj morda res najlažje dajo, najlažje vzcvetijo, če imajo seveda pogoje. Glede na to, da tudi sami sedaj predavate na tej akademiji in seveda vaše izkušnje predajate tudi bodočim igralcem, kaj se vam zdi, da se je v vsem tem času spremenilo, tudi mogoče tehnike igre, razmišljanje mladih, dovzetnost mladih in pa kaj se vam kot predavateljica zdi najpomembnejše, da predate mladim bodočim igralcem? Kot predavateljica sem si vedno želela, da ne bi bila preveč avtoritarna, da ne bi bila preveč nasilna. Pravzaprav, če lahko v prispodobi povem, vedno sem si želela, da bi delovala kot neka knjiga, ki jo vedno lahko odpreš, ko si to zaželiš, in te vedno nekje čaka. Ni nekaj, kar zbeži z interneta in ni več, ni neka drobna informacija, ampak je neka knjiga, ki te z odprtimi rokami, z odprtimi platnicami sprejme, ko jo potrebuješ. Skratka, deluje nenasilno. To sem si vedno želela. Koliko mi to uspeva, težko presodim, trudim se že 10 let. Verjetno z leti zmeraj boljše, kajti vsaka stvar potrebuje, pa naj bo to vaše delo ali pa kakšno drugo, vsaj 15 let, da človek začne, da postane res dober v neki stvari. Ne gre to od danes do jutri. V temelju se mi zdi, da se človek z leti in človeške strasti skozi tisočletja niso nič spremenile in se verjetno tudi ne bodo. Zato se mi zdi, da so te temeljne igralske stvari, ki jih skušam predati mladim rodovom, ostale enake.
Skratka, ukvarjanje s sabo, ukvarjanje z razumevanjem besedila, ukvarjanje z lastno fantazijo, s kreativnim procesom, s tem, da si razumljiv, jasen, da te telo uboga, da si sproščen, kar je strašno pomembno in je najtežje pravzaprav priti do nekega stanja kreativne sproščenosti, zlasti v trenutku same predstave. Na vajah je to lažje. To so stvari, ki ostajajo. Spreminja se seveda in hvala Bogu, da se spreminja se dramska literatura, spreminja se čas, spreminjajo se ljudje, z drugačnimi vrednotami so in vsak človek ima svojo osebnost in ravno to osebnost je treba odkriti in tej osebnosti skušam pomagati, da ona sama vzcveti. Če ne zdaj v času študija, pa morda čez 10-20 let, da se nekaj usidra v študenta in da lahko to znanje oziroma to spoznanje, da je sam sposoben samostojne kreacije in da je pri tem svoboden, da to lahko uporabi v trenutku svoje igralske poti. Sicer pa ste na koncu študija oziroma na začetku vaše igralske poti odšli za neko obdobje v Francijo, v Pariz. Kako je prišlo do te odločitve? Mislim, da je francoska vlada je takrat vsako leto razpisovala štipendije. In meni se je zdelo, da moram še nekaj izven meja Slovenije, še nekaj spoznati, še nekje napredovati. Odločitev zame seveda je bila izjemno težka. In mi obdobje v Parizu ostaja bipolarno. Po eni strani seveda ogromno izkušenj igranja, študija, srečevanja različnih ljudi z različnih nacionalnosti, družbenih razredov, skratka cela paleta nekih značajev, ki brez dvoma obogatijo in širijo moj pogled na svet. Po drugi strani pa seveda veliko samote dela, odtrganost od doma in tako naprej. Tako da mislim, da grejo, tako kot v življenju, velikokrat lepe in koristne stvari hkrati z nekim žrtvovanjem, hkrati z bolečino in žalostjo. Pariz je, vsaj to je bilo pred 35 leti, mi je dal neko samozavest, bi lahko temu rekla, zato ker tam me nihče ni poznal in si se moral dokazati samo s svojim delom. In minulo delo ni nič veljalo, samo kar si naredil tam. Tako da tudi predstavo, ki sva jo naredila s kolegom dramske, te igralske šole in imela nekaj ponovitev v kulturnem centru, Jugoslovanskem kulturnem centru, takrat nasproti centra Pompidou, in kasneje je nek producent to povabil v neko manjše gledališče za 26 predstav. To mi je seveda dalo neko samozavest. Čeprav je bila to ena off produkcija, ni mi žal, recimo, imela sem možnost oziroma povabili so me, da se morda priključim skupini Ariane Mnouchkine, ki je imela ta Teatro du Soleil. Na srečo se nisem odločila, zato ker sem zaslutila, da je to v bistvu neka vrsta komune in jaz sem prevelik individualist in ne bi mogla pripravljati zajtrke in kuhati in ne vem kaj in potem ustvarjati predstavo. To predstavo sem si potem ogledala, obravnavala je neko indijsko temo, mogoče Mahabharata ali kaj podobnega, zdaj že ne vem več, kaj je toliko let minilo, in verjetno bi tam statirala. Gotovo pa bi bila tudi ta gledališka izkušnja brez dvoma dobrodošla, ampak
nisem si vzela tega časa in mi ni žal, da si ga nisem, sem se vrnila domov v Slovenijo in začela pravzaprav spet od začetka, tako kot vsako vlogo. In tudi to se mi zdi, takrat sem rekla, joj, pa groza, pa ne vem kaj, ne. Pravzaprav minulo delo je tisto delo, na katerega mora človek v resnici pozabiti v igralstvu. Mora začeti vedno z ničle in se ne sme oklepati niti knjig, niti filmov, niti česa drugega, kajti v igralstvu je pomemben vsak nov živ trenutek. In če hočeš res živeti za ta trenutek, moraš ostalo pustiti, da gre svojo pot med gledalce, bralce, če ima pač to možnost in to srečo, da se to delo še koga dotakne. In potem ste postali članica, če se spet premakneva, Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani. In to ste ostali vse do današnjih dni. Čeprav ste igrali tudi v drugih gledališčih, drugačne igre, sodelovali z drugimi ekipami. Kako je ta raznolikost? Biti v Slovenskem narodnem gledališču Ljubljana in tukaj igrati konstantno z zelo eno humano ekipo, ki se kaj dosti ne menjuje, in pa iti vsako toliko časa pobegniti mogoče, ne, v kakšno drugo gledališče, igrati z drugimi ljudmi. Ste to mogoče potrebovali tudi, to raznolikost, da malo greste stran, ne? Ja, pravilno, zelo lepo ste to povedali. Zelo nerada imam kakršnokoli utečenost v umetniškem ustvarjanju. Mislim, da sčasoma lahko hrumi ali pa vsaj mene hrumi in je to moj problem, če se ne znam dodatno motivirati. Bila so tudi obdobja v ljubljanski drami, ko se nisem čutila, da sem ustrezno zasedena, ko mi je ostajalo zelo veliko nekega želje po igranju, kreativnega potenciala. In srečo sem imela, da so me vsake toliko časa povabili v gledališče Koper in zlasti ta slovenska Istra je odprla v meni ta mediteranski temperament, tudi komedijski talent, ki ga morda drugače ne bi imela priložnost izživeti, kajti v Ljubljani recimo italijanska dramatika, ta mediteranski esprit, kaj dosti ne zanima umetniških vodij. Tudi v Novo Gorico so me povabili, delala sem Smoletov Krst pri Savici. Najbolj sem pa pravzaprav vesela bila zadnje vloge, ki sem jo delala v koprodukciji gledališča Koper in stalnega slovenskega gledališča, ne, oprostite, Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica in sicer De Filipovo Filomeno Marturano. To pa zaradi tega, ker je to socialna drama, romantična komedija z to glavno protagonistko, ki je bivša prostitutka in se bori za enakost vseh svojih 3 sinov. Izhaja iz revščine in hoče pokazati svetu, da je tudi njeno ukvarjanje s prostitucijo bila nuja, kajti živela je v neapeljskem jugu, kjer je vladala revščina in je bil to edina možnost preživetja. In ne boste verjeli, ta predstava je pri občinstvu doživela večkrat ovacije ravno zaradi te socialne tematike, zaradi živih značajev, zaradi tega, ker se je najbrž vsak človek identificiral, da so vsi otroci, da morajo biti vsi otroci enaki, ne glede na poreklo in vse ostale socialne razlike. Seveda sem imela srečo, da sem sodelovala s Tejo Glažar, odlično igralko, čudovitim človekom, Ivom Barišičem in seveda
dobitnikom Borštnikovega prstana pred leti, prvakom Binetom Matohom, ki je sploh en mojster igre. Če pogledava celotno vašo igralsko obdobje, imam tako občutek, upam, da me ne vara, da je igrati na odru gledališča vaša prva ljubezen. Kljub temu, da ste igrali več kot 120 vlog, igrali ste na televizijskih nadaljevankah, filmih, vseh drugih performancih, ampak stati na odru pa vam je prva ljubezen. Ja, mi je. Pravilno ste ugotovili, morda tudi zato, ker imam v primerjavi z gledališčem, v primerjavi s filmom gledaliških del seveda veliko več. Na filmu sem pravzaprav nisem delala, nimam kakšnega opusa, tako kot ga ima recimo vaš Vlado Novak, ki je fantastičen filmski igralec in je njegov opus res očarljiv, širok, fascinanten, navdušujoč. Sama sem na televiziji delala par TV dram, nadaljevank, tudi nekaj filmov. Z mlado generacijo filmarjev pa zdaj že nekaj vrsto let zelo uspešno sodelujem. To sicer niso glavne nosilne vloge, ampak sem vesela, ker vidim, da je slovenski film v razcvetu in da vejo, kaj delajo, da znajo in so obenem ob tem res težkem poklicu. Filmska režija je strahoten poklic. Preden vsi ti filmarji sploh dobijo možnost dela, lahko preteče ogromno dela in morajo biti trdni v sebe in zato jih toliko bolj spoštujem, ker morajo preskočiti in preživeti toliko različnih ovir. Moja generacija filmarjev, nekateri žal niso imeli možnosti, da bi se pravočasno razvili. In si mislim, da je morda privilegij igralskega poklica to, da lahko igralec, če ne drugače, sam naredi neko monodramo. Sam lahko kreira skupaj še z nekom, ki mu je blizu, gledališko predstavo z zelo majhnimi sredstvi. Medtem ko filmar je zavezan tolikim različnim institucijam, tolikim producentom, tukaj so v vprašanju velike količine denarja in brez podpore tega ne more delati. In zato jih toliko bolj spoštujem, da še vedno verjamejo in da vztrajajo in poleg tega, da delajo res dobre filme. Sicer si pa sami nekako vzgajamo tudi publiko na nek način, tako televizijsko kot tudi gledališko. Bi rekli, da ljudje radi hodimo, Slovenci radi hodimo v gledališče? Po vsem svetu imajo ljudje radi, da se prepoznajo v stvarih. Radi imajo na odru, na platnu žive zgodbe, živega človeka, človeka v različnih stanjih. Radi se identificirajo, s tem morda podoživljajo, tudi če gre za zgodovinski film ali predstavo, podoživljajo morda svoje strasti, to, kar je v človeku. In to je vedno skrivnost. In se mi zdi, da bolj, ko se ustvarjalci dotikamo domišljije tega, kar je naša kreativna potenca v nekem fantazijskem, sanjskem svetu, bližje smo lahko tudi sanjam slehernika. Tudi vi ste morali pri vsaki vlogi nekako se podati v drug svet, pri vsakem liku se spremeniti v drugačno osebo. Če bi pogledali, teh likov je bilo seveda ogromno, ampak mogoče pa so kateri, ki so vam ljubi, ki so vam ostali v spominu zaradi sporočila, zaradi teže, zaradi truda, ki ste ga vložili, pa naj bo to tragična drama ali komedija, ne glede na to, so vam ostali določeni liki tako v spominu, da ne grejo enostavno iz glave?
Ja, lahko bi povedala par teh. Bom začela z Gregorjem Strnišo, ker je naš izjemen pesnik. Igrala sem Uršulo v Strnišovem Samorogu in Uršula pravi, jaz bom odšla po tisti poti v nebo, po kateri hodijo tja rastline in živali. Skratka, ta rastlinski in živalski svet, ki je lahko tudi svet transcendence, me je v tem besedilu strašno očaral. Potem mi je zelo veliko v kreativnem smislu igralskem prinesla vloga Galakcije v Barkarjevi drami Slike z usmrtitve, ker obravnava problem slikarke. To je bila baročna slikarka, model za to je vzel po baročni slikarki Artemisiji Gentileschi, ki je v Firencah, recimo, se še vedno vidijo ta njena platna, ki so močna, nasilna, z odrezanimi glavami so ljudje. Ona je, ta lik, ki sem ga igrala, je hotela oblasti pokazati, da so vse bitke eno samo klanje in niso bitke namenjene zmagoslavju zmagovalcev, ampak je hotela opozoriti tudi na žrtve, ki nastajajo pri vsaki vojni. To je druga taka vloga. Morda pa seveda občinstvu najbolj ostajam v spominu gotovo po monokomediji Marjana Tomšiča Bužec on, Bužca jaz, kjer pa rečem imaginarno, kot da je, ma ni. In to imaginarno, kot da je, pa ni, pravzaprav velja za vsako vlogo. Da je ta domišljijski svet je in ga ni, in morda je ta domišljijski svet pravzaprav v svojem notranjem bistvu bolj resničen od tega realnega, vsekakor pa bolj bogat od tega današnjega, banalnega, kapitalističnega, nasilnega, hitrega sveta. Kaj pa komedija? Komedijo obožujem. Za komedijo mislim, da je edino zdravilo za človeško neumnost, ki je danes tudi povsod in preveč. Komedijo smatram kot resen žanr in si je treba resno posvečati. Komedije je premalo. Človeška neumnost se kar bohoti in je vedno več, komedije pa vedno manj. In morda bi bil recept, da bi to zamenjali, ne? Da bi bilo več smeha, več lucidnega smeha in morda manj neumnosti, ravno s pomočjo gledališča, umetnosti, komedije, tudi komičnih filmov. Recimo Chaplin je en tak briljanten primer, kako lahko vrhunska umetnost prikaže zlo na tem svetu. Recimo, če vzamemo Velikega diktatorja, kjer Chaplin smeši porajajoči nacizem. Nažalost ga ni ustavil, ampak te voditelji, avtokratski voditelji, so bili osmešeni in cel svet se jim je smejal. In mislim, da je to za njih neka velik udarec, neka velika bolečina, ki jo bodo morali prenesti. Upajmo pa seveda, da bodo v svojem ravnanju tudi kaj spremenili. In še proti koncu ne moreva mimo vaših literarnih del. Tukaj imam pripravljeno eno knjigo, poezija, dramska dela, gledališka dela. Vse to ste imeli še v vsem tem času, tudi nekako ste našli čas, da ste še pisali, da ste svoje misli dali na papir. Ta obleci me v poljub poezija, pa je en tak, se mi zdi, dolgotrajen projekt, ki je nastajal več let in ste se potem zelo zavzeli zanj, imam občutek, saj je potem bil tudi glasbeno opremljen, veliko je bilo ponovitev na odru in se mi zdi, da je
ta projekt zelo izstopal? Hvala lepa, da ste vse to našteli. Zelo dolgo sem se matrala s to poezijo in ko so me te besede že tako bremenile, da nisem mogla pravzaprav normalno več živeti, sem si rekla, zdaj pa dovolj. Morda je ena ali pa dve pesmi sta res, po mojem mnenju, dobri v tej pesniški zbirki, ampak potem, ko je to delo nastalo, sem čutila potrebo, da gre res med ljudi. Naključja ni, je zgolj ključ, ki skrivam ga pred sabo, v strahu, da bi sebe izgubila. Ključ, ki odpira vrata srečanju. Nad sotočjem razburkanih dvomov, na tanki prvi, ki čez nje sloni, hodim samotna. In hvala tudi Borštnikovemu srečanju, da ste me pred leti povabili in sem imela v mali dvorani tudi na Borštnikovem srečanju nastop ravno s poezijo. Ker obravnava ljubezensko tematiko, je po mojem mnenju blizu vsakemu človeku. Vsi smo bili enkrat zaljubljeni, tisti, ki pa še niso, pa še bodo. Na odru zvečer je moj prvenec, kjer so dramska besedila in eseji o gledališču, tudi besedilo ali en ali dva je notri, ki je bilo večkrat uprizarjeno, nagrajeno tudi. In tudi to ali en ali dva zelo rada tudi sama igram, čeprav je to moška vloga, ampak me sprošča. Napisala sem tudi pravljico Zakaj je polje jezero, kjer se dotikam neke legende, zakaj je nastalo Cerkniško jezero. Pravzaprav pa govori o tem, da morajo starši svoje otroke poslušati, kajti deklica, ki jo starši ne poslušajo, tako joka, da iz tega nastane jezero. In potem še naprej se to razvija, seveda v ljubezensko zgodbo, ker drugače ne more biti, če hoče imeti tudi ta legenda srečen konec. Za konec mogoče zadnjo misel. Kaj je tisto, kaj še lahko doživimo iz vaše strani? To bo pa vsekakor presenečenje, ker niti sama ne vem. Zaenkrat sem hvaležna, da sem tukaj v Mariboru, da sem v okolju, ki me zelo lepo sprejema, kjer me ima publika rada, ne samo mene, ima rada gledališče, kar je najbolj pomembno. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas in želim vam še veliko uspešnih trenutkov v gledališču. Hvala lepa tudi vam za povabilo.